Evo, pri ta plavem avtu imam še par mesecev časa, da ga pripravim na dogodke, ki sledijo naslednje leto. Za ta avto hočem, da se res dobro pelje, da ima full gripa, ampak da je tudi enostaven za voziti. In ena stvar, ki jo bom probal v bistvu izboljšati v teh zimskih mesecih, ko ima avto še nekaj planiranih dni na progi, je to, da bom od zdaj naprej uporabljal Federal FZ gume, ki imajo treadwear 40, in ne bom več vozil teh Nankangov, ki imajo treadwear 80. To so ta stari Nankangi, od takrat se je treadwear sicer zvišal. Treadwear je rating, ki ga vsaka firma gum pripiše svoj gumi v primerjavi z neko kontrolno gumo, tako da to ni nek univerzalen rating. To pomeni, da Federalov 40 rating ni nujno, da je pol mehkejši od Nankangovega 80. To bomo videli kmalu. Upam, da je FZ Federalka vseeno mehkejša. Ne vem, če se vidi na kameri, ampak je pa tudi 1 cm nižja ob približno isti obrabi. Kljub temu, da sta obe dve gumi 235, 40, 17. In ta Nankang je tudi tako grdo obrabljen. To se dostikrat zgodi pri Timeattacku. Tako da bo ta Federalka, ki je tudi rabljena, mogoče malo boljše delovala v teh zimskih mesecih, ker naj bi bila mehkejša, pa tudi bolj enakomerno je obrabljena. Zdaj, ko smo že pri debati gum, vse dimenzije gum so nominalne. Naprimer, 235 široka Federalka je v bistvu široka samo 230. Od tega je kotalna površina široka bolj 220. Podobno je pri Nankangu, kjer je tekalna površina okoli 220, dejanska širina gume pa dobri 230. Sajlunka, navadna cestna kot je ta, je pa znana po tem, da ima zelo ozko tekalno napram nominalni. Nominalna je tukaj 225-40, njena tekalna površina je pa zaradi teh prirezanih bočnic dejansko samo nekje 205 mm. Tukaj je 245 široka kontinentalka, Conti Sport, in tudi kotalna površina te gume je nekje 225 mm. Kljub temu, da je širina cele gume, ki je zdaj sicer malo strečana, na tej 9-jodni felni 240. Te dimenzije gum, ki so napisane na bočnicah, so nominalne in se dejansko razlikujejo od gume do gume. Tudi če primerjaš različne gume enakih dimenzij, dostikrat vidiš pač razliko v dimenzijah. Naslednja stvar, ki bi jo rad naredil na tem avtu, je to, da ravnotežje zavorne sile premaknem bolj nazaj. To mi omogoča, da manj uporabljam ročno zavoro pri driftanju. Linije avta so pa tako bolj tekoče. V glavnem, ta cilinder se menja tako, da najprej vzameš čim več tekočine z injekcijo ven iz rezervoarja, potem pa odšraufaš vse stvari pa ga snameš dol. Razlog za menjavo cilindra je to, da ima novi cilinder manjšo vrtino, manjša, ko je vrtina na komandnem cilindru na bremzah. Manj sile potrebuje voznik, da ustvari večjo silo na sami zavori napram cilindru, napram komandnemu cilindru, ki ima večjo vrtino. Zdaj, ko sem spravil ta cilinder, ki je bil v avtu ven, moram to palčko, ki ima M8x1 navoj, prestaviti v ta nov cilinder in pa rezervarček, cilinder sestaviti nazaj v avto in odzračiti zavore. Cilinder z manjšo vrtino bo dal nekoliko več hoda, ampak bo hkrati dal tudi več zavorne sile zadaj, ker je bil zdaj ta brake bias bar, to je ta palčka, ki je v bistvu vagica in nastavlja ravnotežje sil med sprednjim in zadnjim cilindrom, je bil v bistvu že čist sem dan. To pomeni, da je bila max zavorna sila, ki jo ta pedal box dovoljuje v standardni konfiguraciji zadaj. Jaz hočem še več sile zadaj, tako da cilinder z manjšo vrtino mi bo to pomagal doseči. Vedno, ko delam z zavornim oljem, pa pazim, da ga čim manj polijem, oziroma da vse, kar pride na karoserijo, čim prej spucam, zato ker je to olje zelo korozivno. Problem je tudi to, da je hidroskopno, vleče vlago na sebe in tam, kjer to olje stoji, sigurno pride do rje.
Pri menjavi palčke si vedno vzamem baseline, da vem, kje začeti. In tu je baseline 14,5. To je to. Zato, ker menjava zahteva to, da odstraniš to manšeto. Sicer bi se dalo to menjati brez, da dam stran matico. Ampak je fora v tem, da imam raje tak tip manšete kot tak, ker lažje primeš palčko pa jo nastavljaš. Pri teh manšetah moraš paziti, ker zna biti v njih tudi kakšna kapljica olja, da jih ne poliješ vsega po karoseriji. Noter je pa enostavni vskočnik, pa malo masti, ki se prestavi iz enega cilindra v drugega. To je to. To je to. To so te finte podobnih cilindrov različnih proizvajalcev, kjer so ti skočniki in podložke malo drugačni in ta podložka ne paše v ta cilindr. Baseline je 14,5. Fino nastavitev bo pa treba narediti, ko se da cilindr v avto. Zdaj lahko odstranim te blende, ki preprečujejo, da se svinjarija nabira v cilindri. Stlačil bom pa v nov cilinder, ko ga sčistim, tako da mi v škatli z rezervnimi deli ne pušča kapljic zavornega olja. Ta rezervoarček ima v bistvu tu spodaj gumi podložko, prevrtan vijak in veliko 19 matico na tem vijaku. Tega je fajn čim manj šlatati zgoraj z rokavicami, ker hitro postane črn. To bi lahko racerji naredili črne, ampak je problem v tem, zato ker pol ne vidiš, koliko je not tekočine. Pravi žugi tortus pek en uga duga. Pa še en uga duga, da preverimo. Tak. Pokrovček, da ne pada svinjarija noter. Fina stvar pri teh bolj dirkaških zadevah, kot je ta pedal box, je to, da je vse lepo dostopno in se da kar hitro poservisirati. Problem je pa to, da ni nekih navodil za napake, ki jih kar hitro narediš, ne? In hitro prideš recimo do konca z nastavitvijo te bunke, ki razporeja obremenitev med sprednjim in zadnjim cilindrom in posledično zviješ palčko na cilindru, kot sem jo jaz. Zato v bistvu, ker se ta zglob na notranji strani ne more več nagniti pod kot, medtem ko se ta vaga dejansko nagne, ne? In to je bilo treba zdaj tudi popraviti med drugim. Pa upam, da bo v bodoče to delovalo brez težav in da bo brake bias, kot si ga želim. Pazi, voiceover, za vse tiste, ki ne razumete besede brake bias, to je po slovensko ravnotežje zavornih sil. Evo še en uga duga tukaj, zdaj pa rabimo olje, v upanju, da to dihne. Govorimo pa o ravnotežju zavornih sil med sprednjo in zadnjo osjo. Dve luknjici sta tu zato, da skozi eno gre zrak not, skozi drugo pa tekočina ven in da ne pljuska ko slab, ker te tekočine potrebuješ bolj malo s tem primerom. Tak. Evo, zdaj pa čas, da dvignem avto zadaj, pokličem Klaudijo, da mi pride pomagati prezračiti bremze. Zima je čas, ko je eventov bolj malo in ta čas je treba izkoristiti za pripravo na naslednjo sezono. Saj se v prvi polovici sezone, to je aprila, maja in junija, eventi začnejo na polno, pogosto so tudi vsak vikend. Zato bo pa do takrat manj videov z vožnjo in več teh garažnih videov.
na zadnjo luč. I see the problem. Ha. Da je to. Je valjda, če je naredilo gumo na 70 premera. Da tega avta smo naredila. Hvala. Evo, prvi v seriji garažnih videov se bliža koncu. Če vam je bil všeč, ga ne pozabite lajkati. Z vami sem bil Erik, hvala za ogled in se vidimo v naslednjih videih.